Poročilom in čez 20 minut je štab odgovoril in smo potem v naslednjih 10-15 minutah zakoličili današnji termin. Zakaj sem bil presenečen? Zato, ker ko sem gledal napoved gospoda Viranta z pobudniki za politični nastop, sem imel občutek, da je bila stvar zelo na nek način hipna, da ste skušali hitro odreagirati ali pa javno objaviti nekaj, kar o čemer ste po vsej verjetnosti že prej razmišljali. Ampak iz tega na nek način improviziranega vtisa, ne vem, če je tudi tako bilo, mogoče lahko o tem na začetku kaj poveste, je nastala ena organizacija, ki moram reči za te perspektive 120 km, je zelo učinkovita, tudi Maribor ste prišli že ob 6. Nisem mislil, da so morali čakati, tudi mogoče kdo v publiki. Tako da, ne vem, to je neka poročilo iz prakse, ki ima mogoče kakšno težo v celotnem vtisu nocojšnjega večera. Torej, lepo pozdravljeni, poslali smo vam tudi našo posebno številko subkultur. Zdaj ne vem, če ste imeli čas gledati, kar so kolegi pred letom govorili. To bo gotovo čas kasneje, po volitvah, ampak vseeno lahko začnemo tukaj, tako kot je rekla Vesna. Torej, z vašim videnjem družbene krize v svetu in pri nas, ker to je nekako ta osnovni okvir, v okviru katerega se tukaj na državnem družboslovju vrtimo zadnjo leto, ali pa že kar 2 leti. Ja, hvala lepa. Torej najprej hvala lepa za vabilo. Lep pozdrav vsem in hvala tudi, da ste se v takem številu odzvali, udeležili. O tej krizi se pogovarjamo sedaj že kar nekaj let in reakcije in ocene in mnenja so zelo, celo paleto mnenj vidimo, od takih zelo radikalnih, ki gre v smer rušenja družbenega reda, vzpostavitve nekega čisto novega družbenega reda, pa do tistih, ki pravijo, da je v osnovi z družbenim redom, torej, da je v osnovi družbeni red pravi, najmanj slab od vseh slabih, recimo temu tako, da pa je treba marsikatero anomalijo popraviti. No, jaz bi rekel, da pripadam tej skupini. Torej, jaz mislim, da v osnovi z sistemom tržnega gospodarstva, ki ta izraz raje uporabljam kot izraz kapitalizem, ker kapitalizem ima nekako negativno konotacijo. Jaz imenujem to sistem tržnega gospodarstva, torej sistem, v katerem, ki temelji na svobodi posameznika, na svobodi gospodarske pobude, na svobodi podjetništva, na zasebni lastnini, da je ta sistem v osnovi najboljši od vseh možnih sistemov, seveda pod določenimi pogoji. Tisto, kar je svet pahnilo v krizo, je to, da v tem sistemu določene varovalke niso delovale. Določene zavore niso delovale. Regulacija ni delovala. Država je v bistvu odpovedala, ker je pustila tej tržni tekmi prevelik zalet. Stvar je šla preprosto predaleč. Država in regulatorji so dopustili, da so firme in ljudje živeli daleč preko svojih zmožnosti. V bistvu so živeli na kredit in tukaj se je cela stvar, cela zgodba začela. Vsi so živeli preko svojih zmožnosti. Marsikaj od tistega, kar so imela podjetja in posamezniki v svojem premoženju, njihov stil življenja je bil v bistvu napihnen balon. In ko je enkrat ta balon začel spuščati, potem je šlo vse samo še navzdol. In to mora biti neka šola, neka izkušnja, ki nas bo naučila, kako je treba ravnati v bodoče. Teh stvari nikoli več ne smemo dopustiti. Nikoli več ne smemo dopustiti, recimo, če zdaj to na slovenska tla prenesem, nikoli več ne smemo dopustiti, da bi se nam dogajali recimo tajkunski krediti. Torej, da bi banke odobravale kredite ljudem samo zato, da kupijo svoje firme, v katerih so bili menedžeri, da v bistvu za te kredite edino zavarovanje, ki ga dajo za te kredite, so iste delnice, ki so jih s temi krediti kupili in potem postopoma odplačevali te kredite iz firm, ki so jih prevzeli, ki so jih imeli v lasti. In te firme izčrpali
do konca. To so te anomalije, te stranpoti tržnega gospodarstva. Preprosto so nekatere stvari ušle izpod kontrole in to se ne sme nikoli več zgoditi. To je treba biti pozoren na to, da se vzpostavi pravilna regulacija, zlasti na finančnem trgu, in da se banke spravijo pod kontrolo, po domače povedano. Kar se pa Slovenije tiče, je pa stvar taka. Ne? Slovenija, jaz si upam trditi, ker sem bolj optimističen po naravi, se pravzaprav od leta 1991, od takrat, ko smo postali samostojni, pravzaprav relativno dobro razvijala. Ne moremo se kaj dosti pritoževati. Sej so bile stranpoti, marsikaj je bilo narobe narejeno, recimo pri privatizaciji. Marsikakšen del družbenega premoženja se je ulastnilo, če že ne na nezakonit način, pa vsaj na krivičen način. Ampak če pa spremljamo neke ključne kazalnike, recimo kako smo živeli od leta 1991 pa tja do recimo konca leta 2008, so pa stvari vendarle šle navzgor. Ves čas vztrajno, počasi postopamo navzgor. Bruto domači proizvod, recimo, kot nek kazalnik razvitosti države. Smo prišli na 92% evropskega povprečja, ves čas smo odpravljali razvojni zaostanek, začeli smo se torej bližati evropskemu povprečju, prišli smo že med 32. mestu, smo bili v svetovnem merilu na lestvicah konkurenčnosti, gospodarska klima je bila dobra, država je bila relativno malo zadolžena, nikoli se nismo preveč zakreditirali, ne kot država, gospodarstvo da, država pa ne. Tako da stvari so pravzaprav šle v pravo smer. Potem se iz različnih razlogov, ki jih ne bi zdaj, da ne bomo zdaj iskali grešnih kozlov, ne vem kaj, ampak iz različnih razlogov se je stvar žal obrnila navzdol. In nas je kriza usekala bolj kot pa druge. Naš problem torej globalna kriza je globalen problem in normalno, da smo v tem udeleženi. Nismo mogli pričakovati, da bomo v času krize, da bo pa naše gospodarstvo cvetelo. Ampak problem je v tem, ker smo se v teh letih krize strahovito zapufali in od tega, nažalost, nismo dobili tistega okrevanja, ki bi ga pričakovali. Bolj smo se zakreditirali kot drugi, pa je naše gospodarstvo počasneje okrevalo. In to je resen problem in tukaj se moramo vsi temeljito zamisliti. In kakorkoli se že zdaj odvija volilna kampanja, jaz mislim, da večina političnih strank se zelo dobro zaveda, da če se po volitvah ne bomo znali resno zmeniti, dogovoriti in sodelovati, da bo zelo, zelo težko, zelo, zelo hudo. Torej, lahko temu rečemo, ne vem, vlada narodne enotnosti ali kakorkoli, ampak mi bomo rabili dejansko sodelovanje vseh in bo škoda vsakega atoma energije za kreganje, za prepire, ker bo treba samo iskati najboljše rešitve. Najboljše rešitve in najboljše ljudi. Toliko za začetek. Že ne ta vlada pokojna zdajšnja, ampak prejšnja vlada je poskusila z inicijativo Partnerstva za razvoj. V predvolilnem času je SD veliko govorila tudi o sodelovanju in iskanju resursov za skupno delo. Vendar se to ni zgodilo. Zdaj imate kakšno bolj konkretno varianto, kako bi to ta resen skupni pogovor izgledal? Ali bo to kakšen, ne vem, razvojna projekcija Slovenije do 2020 ali nacionalni konsens o ključnih ukrepih, ki jih je potrebno narediti, da je možen izhod iz krize, če tako preprosto povemo, ali kako drugače. Zdaj smo imeli recimo ministra za razvoj, ki teh stvari ni delal. Recimo na takšnih oblikah smo se pogovarjali o krizi, pa o izhodu iz krize, tudi nekaj tekstov je nastalo tovrstnih, ampak na ravni politike, ki bi lahko to pripeljala v
akcijo, se pa kaj takega ni dogajalo. Ja, tako v zadnjih 10 letih smo v Sloveniji dobili nešteto nekih razvojnih strategij. Ogromno enih papirjev je bilo napisanih, na katerih je pisalo strategija razvoja, koncept razvoja, ne vem kaj še vse. Jaz mislim, da je počasi prišel čas, da se začne intenzivno delati. Glejte, približno se vse stranke strinjajo okrog nekaterih ključnih zadev, kaj je treba v tej državi narediti. Vsem je jasno, da mora država začeti šparati. Da bo treba zategniti pas v državi, v javnem sektorju, recimo za ene pol luknje, jaz temu pravim. Ne? Ker če ga zdaj ne bomo zategnili za pol luknje, potem ga bomo morali čez 5-6 let zategniti za 3 luknje, ali pa nam bodo celo iz Bruslja začeli narekovati, kako moramo zategovati pas. In zdaj, tukaj bo moral vsak na svojem področju, zelo pomembno je, da bomo dobili dobro ekipo ministrov, da bo znal vsak na svojem področju najti tiste niše, kjer se bo dalo prišparati. Recimo, če vzamete področje zdravstva. Zelo hitro se vidi, kje se da v zdravstvu prišparati. Zdravila. Naši veledrogeristi imajo najvišje marže v Evropi. Torej tukaj, če se malo odpre konkurenca, lahko takoj na letni ravni nekaj 100 milijonov prišpara slovensko zdravstvo samo iz cene zdravil. Potem, če vzamete recimo delo zdravstvenega osebja. Ne obstajajo standardi, koliko mora nek zdravnik ali pa nekdo drug zaposlen v zdravstvu narediti v svojem rednem delovnem času za svojo plačo. Standardi in normativi. Že leta in leta se o tem govori. Zdravniška zbornica je rekla, ja, to bi moral narediti. Sindikat zdravniški je rekel, ja, to bi moral narediti, pa se ni naredilo. In kaj je posledica tega? Vedno je posledica ta, da imate veliko ljudi, recimo zdravnikov, ki izjemno trdo delajo, pregorevajo, na drugi strani so pa tudi taki, ki hvatajo krivine, kot so včasih temu rekli. In to sigurno ni v redu. Potem recimo zdravniški dopusti. Je normalno v situaciji, v kakršni smo, da ima nekdo 60 dni dopusta. To je približno tako kot grški javni uslužbenci. In čist na vsakem področju se da najti nek manevrski prostor za prihranek. Do zdaj je bilo to šparanje vedno zelo, zelo brez domišljije. Najlažje je reči, zamrzniti bomo pokojnine, zamrzniti bomo plače javnih uslužbencev. To je res, zato ne rabiš več kot 5 minut, da se spomniš take rešitve. Potreba najti bistveno bolj sofisticirane metode, kako vrčevati na raznih področjih. Imate recimo sistem javnih naročil, kjer še danes tisti, ki izbirajo ponudnike, odločajo predvsem na podlagi formalnosti. Imajo 4 ponudbe, recimo, prvo prelistajo, na 7. strani manjka ena vejca, če malo karikiram, to bomo izločili. In na koncu izberemo ponudnik, ki je najdražji, recimo. Čeprav za ostale 3 točno vemo, vsak ve, da so firme, ki so sposobne izpeljati posel. In na ta način se zgublja denar. Rado Pezdir mi je izračunal, mi je pokazal en graf učinkovitosti državnih subvencij. Torej, koliko so učinkovite subvencije, ki jih država daje v gospodarstvo. Izjemno neučinkovite. Spravi, tukaj je tudi spet en kup denarja, ki ga država da gospodarstvu, pa ni dobro izkoriščen. In tega je ogromno. In tukaj bo enostavno treba narediti red in prišparati. Vejte, zdaj smo, če si predstavljate, naš dolg gre nekje proti 48% bruto domačega proizvoda. To je tako, če si predstavljate dohodke svoje družine, celoletne dohodke svoje družine in jih daste na pol in to je vaš dolg. Pa boste videli, da je stvar kar resna. In problem je v tem, da ko ti dolg zraste do take mere, ti začnejo rasti obresti. Plačamo 400 milijonov vsako leto za obresti in to se rola kot snežna kepa in to moramo prioritetno ustaviti. 2 milijarde so škarje med prihodki in odhodki v javnih financah, skoraj vse od tega pade na račun proračuna, nekaj tudi na račun občinskih proračunov, pa
pa zdravstvene blagajne, ampak skoraj ves ta dolg, oziroma skoraj ves ta primanjkljaj je v državnem proračunu. Tu bo treba škarje zapreti. Škarje bo treba zapreti, treba se bo zmeniti, recimo v 4 letih, dokončno odpraviti primanjkljaj, to se pravi pošparati vsako leto po 500 milijonov. To je ključna stvar, recimo, ena od ključnih stvari. Druga ključna stvar definitivno je, kaj narediti za to, da se gospodarstvo zažene, da se začne ustvarjati delovna mesta, da bodo službe za mlade ljudi. Spet ni treba odkrivati tople vode, samo podjetnike moramo vprašati. Ne? Oni nam povedo, kaj je tisto, kar potrebujejo od države, da jim naredi za njih, da bodo lahko poslovali in vlagali v razvoj, odpirali delovna mesta. Vedno omenjajo naslednje stvari. Ne? Prvič, uredite plačilno disciplino, da se bodo računi plačevali. Drugič, počistite birokracijo, torej zdravje, odstranite birokratske ovire, da nam ne bo treba na dovoljenja čakati po 9 mesecev, recimo za odprtje neke proizvodne hale. Potem pravijo, nekateri pravijo, problem so tudi davki, ne vsi, recimo eni podjetniki rečejo, davki niti niso tak problem, pa pravijo, ja, tudi davki so problem, pobremenjenost delovne sile. Mi imamo ene par idej, ki se nanašajo na zniževanje davkov, ampak zelo ciljno usmerjeno. Bom konkretno povedal. Recimo, pri obremenitvi dela je očitno velik problem v tem, da firme zelo nerade, zelo težko se odločijo, da zaposlijo v redno delovno razmerje mlade ljudi. Torej, imajo jih preko študenta, študentsko delo je poceni, je fleksibilno, danes vzameš, jutri ga ni več, ne? Obdavčeno je nizko, ampak od tu pa do rednega delovnega razmerja je pa izjemno visok skok. In tukaj treba narediti nek mehkejši prehod. Danes delam preko študenta, jutri recimo, ko sem študij zaključil, mora obstajati tudi neka vmesna varianta, recimo neko priložnostno delo, ala študentsko, tudi za ljudi, ki že končajo študij. In pa, da za prvo zaposlitev, recimo za prvo in drugo leto, razbremeniš podjetje davkov in prispevkov, da so nižji. Zato, da se lažje odloči za tisto prvo zaposlitev. Se pravi, zelo ciljano, prvo pa drugo leto, da bi bili davki in prispevki nižji. Ali pa recimo za podjetja, ki na novo nastanejo, male in srednje firme, da bi prvo in drugo leto jim znižali, pa celo oprostili davek na dobiček. Ker je boljše, da firma se ustanovi in ker bo kasneje plačevala davek, pa magari, če jo prvo pa drugo leto pustiš. Recimo, tako smo mi razmišljali, jaz sem delal na tem projektu Vse na enem mestu, za registracijo firme in takrat je bila ena velika debata, ali bi ukinili takso za registracijo firme. In jaz sem bil absolutno za to, da ja. Pa so računali, kakšni spad prihodkov za proračun to je. Ne, sem rekel, to je neumno razmišljanje. Ok, ti narediš registracijo za stonj, ampak naslednji dan, ko bo firma ustanovljena in začela poslovati, bo začela plačevati tudi davke. Sprav na ta način je potrebno razmišljati. Ampak da ne bom samo jaz govoril, ne? Tu ste zato, da govorite. Sej, moram reči, da dobro poznate svoj program. Bilo bi čudno, če ne bi, ne? Ja, poznam tudi druge. Tudi jaz sem si nekaj zapiske delal, ja, no, tako da. No, ampak, zdaj, če smo že pri tem, dobro, zagon gospodarstva, ne, ampak vidite, kakšne strateške usmeritve, ne, ker bi Slovenija lahko v tem na nek način izčrpanem svetu, ne, našla svoje tržne niše. Ja, tukaj moje načelno mnenje, da ni stvar vlade ali pa predsednika vlade ali pa gospodarskega ministra, da podjetnike uči, katere so tržne niše in katere panoge so perspektivne, ampak mora dati jim narediti vse, kar je v njegovih možnostih, da lahko podjetja sama iščejo te tržne niše. Podjetniki že najdejo rešitve. Med najbolj propulzivnimi slovenskimi podjetji najdete podjetja iz različnih branž. Najdete taka iz IT-ja, ste slišali za tole Orbit 7, kako se že imenuje ta firma, ki je
ki je šla s to inovacijo, to aplikacijo za mobilne telefone, ne, vrhunska stvar. Se pravi IT, ne, imate firme, recimo imate firme na področju turizma, imate firme na najrazličnejših področjih, ki so propulzivne. Tako da je popolnoma brez veze, da zdaj usmerjamo, ne, da vlada usmerja, v kaj naj se razvija. Vsak podjetnik, ki ima idejo, bo našel svojo nišo. Tisto, kar mora vlada narediti, je to, da mu omogoči, da začne delovati. Da lahko hitro registrira firmo, da davke ne bojo previsoki, da bo, ko bo zaposloval, da ne bo takoj preveč obremenjen z davki in prispevki, da ga birokracija ne duši, da recimo da lahko dobi zemljišče, to je danes velik problem, ne? Dobiti stavbno zemljišče, spremeniti namembnost zemljišča, da lahko kupi zemljišče, da ta zemljišča niso predraga. Mislim, da je eden večjih problemov in za razvoj podjetij, pa tudi za stanovanja, je problem zelo kompliciranih postopkov ustvarjanja stavbnih zemljišč. Mi smo iskali rešitve, kako bi prišli do, po domače povedano, kako bi omogočili, da mlada družina recimo lažje pride do stanovanja. In zdaj, če čisto logično razmišljamo. Ne? Na eni strani, seveda, mlada družina bo lažje prišla do stanovanja, če bo A, stanovanje cenejše in če bo B, imela mlada družina več razpoložljivega dohodka. Kako narediti, da bodo stanovanja cenejša? Tisti odgovor, ki prvi ti pade na pamet, ja, gradbeniki morajo znižati dobičke. Ja, tega pač vlada ne more na noben način doseči. Ne? Tisto, na kar pa lahko vlada vpliva, pa je, da se zniža gradbena cena stanovanj. Kako? Recimo, da se ponudi več stavbnih zemljišč. Parcela odnese v ceni stanovanja 1/3 cirka. Spravi, če bi dali več stavbnih zemljišč na trg, bi bila cenejša, če bi bila cenejša, bi bila tudi gradnja stanovanj cenejša. Država lahko tudi poceni postopke pridobivanja dovoljenj in že spet na ta način vpliva na to, da je cena stanovanja, gradbena cena stanovanja nižja. In na takšen način bi lahko prišli do cenejših stanovanj, ne? Ker stanovanja definitivno danes so predraga. Dobro, pri stanovanjih je še en drug problem. Problem je, da banke recimo, pa še nekatere gradbene firme držijo zaloge stanovanj, zato ker so cene, nočejo spuščati cen, ker vedo, da bodo na ta način realizirala neke izgube in pač držijo, tako kot delnice, ne, ko ti začnejo padati, jih držiš in čakaš, da se bodo spet cena dvignila, tako oni držijo stanovanja. Ampak enkrat jih bo treba dati na trg, ne. Enkrat bo treba začeti spuščati te cene. Tukaj resno razmišljamo o tem, da bi bilo res treba pa interventno uvesti neko davčno zadevo, ne, obdavčiti ta prazna stanovanja. Recimo Nova Ljubljanska banka po nekih podatkih ima 5000 naložbo v 5000 stanovanjih, prazna stanovanja, pasteča, so tu in bi bilo treba na nek način jih prisiliti, je grda beseda, spodbuditi, da dajo ta stanovanja v resnici na trg. Tako da teh ukrepov je še zelo veliko. No, vse strdno nišo nisem mislil, da ravno, da bi panoge, ampak v tem smislu, recimo programov pišete za sonaravno kmetovanje. Ampak koliko jaz poznam to kmetijsko politiko pri nas, ne, smo v Sloveniji izumili, v bistvu smo doskrat zelo inovativni, nekaj, kar Evropa ne pozna, ne, to se pa nas reče integrativno kmetovanje, ne, torej, da se malo manj šprica. Ne. To ni sonaravno. Ne, teda, recimo v tem smislu, ali taka strateška orientacija, recimo odnos do energije, ne, ali je ta odnos nulti odnos, ali je ta odnos rastoči odnos, ne. Ker recimo po eni strani, če gledam vaša prizadevanja po bolj učinkoviti državi pa varčevanju, ne bi rekel, da na področju energetike bi se zavzemali za varčna raba energije, ne. Recimo, da bi obnovili javne stavbe, da sploh se ne bi smeli graditi javne stavbe, ki so energetsko potratne. V tem smislu, ne. Torej, da postane Slovenija maksimalno racionalno ravna z resursi, ki jih ima na razpolago. Sigurno, tule se kar držite tega, ne, je bolj temačno, pa tudi bolj prijetna atmosfera zaradi tega. Ja, na področju energije sigurno nobenega dvoma ni, da sta dve stvari v perspektivi zelo pomembni. Ne. Ena je učinkovita raba energije, drugo se pravi šparanje z energijo po domače povedano in drugo
so obnovljivi viri, to gotovo, tukaj treba sigurno več poudarek. Seveda pa to dvoje, nažalost, ne more v celoti rešiti problema lastne preskrbe z energijo v Sloveniji, ki je pa najbolj zelo pomembna za to, da se počutimo varni, da tudi v nekih kritičnih situacijah ne bomo živeli ob svečah. To je pa potem problem, kako to rešiti. Zdaj, ena smer te rešitve je znameniti TEŠ 6, za katerega itak mislim, da smo si vsi najjasni, da je ekološko in ekonomsko zelo zgrešen projekt. Ekološko zgrešen, ekonomsko zgrešen, ker bo proizvajal izjemno drago električno energijo. In mi smo prediskutirali ta problem, ne, kako se odzvati na TEŠ. Zdaj, eni pravijo, TEŠ je treba ustaviti, ne, drugi pravijo, TEŠ je v taki fazi, da se ga ne da več ustaviti, ker tudi če ga takoj ustavimo, nas bo stal 900 milijonov, oprema že naročena, neke pogodbe so podpisane. Mi smo rekli tako, ne, takoj po volitvah je treba projekt za 3 mesece zamrzniti in pogledati, od A do Ž pregledati, kaj so sploh alternative, ali ga je mogoče ustaviti, ali je mogoče opremo, ki je že dobavljena ali pa je že v pogodbi zmenjeno, da bo dobavljena, za koliko bi jo lahko prodali. Ne? Ali bi lahko še ustavili, pa namesto tega vlagali v neke druge vire, ker v bistvu gre tukaj za investicijo v elektrarno, ki je ekonomsko neopravičena, ki bo ustvarjala izgubo, definitivno. Ne? Cena te električne energije je, recimo, mislim, 3-krat ali še več dražja kot nuklearke. Zdaj, potem pa tukaj vprašanje nuklearke. Ne? Vsi vemo, da če hočemo dolgoročno rešiti to samo oskrbo z električno energijo, je pravzaprav nuklearka edina rešitev, po drugi strani pa vsi vemo, da nuklearka predstavlja določene rizike. In ko smo tukaj razmišljali, kaj naj napišemo v program, kaj naj ljudem rečemo, kaj naj zagovarjamo, smo se odločili tako, da pravzaprav nobena vlada nima pravice, da se sama o tem odloči. Če pa je kaj vprašanje, ki ga pa moramo Slovenci rešiti na referendumu, je pa to vprašanje nuklearke. Zato, ker to mora pa vsak na svoji osebni ravni razmisliti, kaj je tisto, kar mu predstavlja večji riziko. Ali nevarnost jedrske energije, ali nevarnost, da ostanemo brez energije. In dolžnost vlade tukaj je, da ljudem jasno razloži, kakšne so nevarnosti v prvem primeru, kakšne so nevarnosti v drugem primeru, torej kakšen je procent ali promil ali karkoli že nevarnosti, da pride do jedrske nesreče, kaj nas čaka v primeru, kakšni riziki nas čakajo, če se ne bomo v celoti oskrbeli z energijo. In to se moramo potem odločiti kot narod, kot nacija, se moramo potem to skupaj odločiti. Ne? Nobena vlada pa nima pravice usiliti svojemu ljudstvu takega rizika, kot je nuklearna elektrarna, ne? Čeprav vemo, da je praktično edina dolgoročna rešitev za vsi vemo, da je seveda ekološko gledano to najčistejša energija in da je tudi najcenejša energija. Je pa nevarnost in še zlasti po zadnji izkušnji z Fukushimo se zbujajo neki dvomi okrog tega. Ne? Evropa zapira nuklearne elektrarne in veliko vprašanje, kaj bomo tukaj naredili Slovenci. Ne? Čeprav Fukushima je posledica, je rezultat res nekih zelo posebnih okoliščin, ne? Kombinacije potresa in cunamija eno z drugim. Seveda nihče ne more izključiti, da se tudi v Krškem zgodi poplava in potres hkrati. Ne? Nikoli ne more tega izključiti. Ne? Zdaj menda v Krškem to protipoplavno obrambo gradijo že na 10.000-letne vode. Zdaj na 1000-letne vode, zdaj gradijo 10.000-letne vode. Ampak čisto popolnoma pa seveda ne moreš izključiti nesreče. Ampak čisto popolnoma tudi ne moreš izključiti, da se ti bo jutri nekaj zgodilo, ko se boš po cesti vozil in tako naprej. To je dilema, ki je vredna tehtnega premisleka. Pa ta elektrarna je tudi zasebna, ne? In pač je v igri tudi potem zasebni profit, ne? In javno dobro, in tu so pa potem dileme, ki so potem zelo velike, ne? Torej, kako postavi to ravnovesje, ne? Ker marsikaj v Fukushimi bi spravo zaustaviti, recimo, če bi se z morsko vodo začelo takoj gasiti, ne? Ampak s tem, da se pač potem sistemi razrušijo, ne? Ki se na ta način, ampak javno zdravje bi bilo varovano, ne? Ja, dobro, no sej,
bomo se še vračali, pa predlagam, da ne bi se slučajno Vesna čutila zapostavljeno, ne? Čeprav mislim, da to skoraj ni možno. Ne? Vesna je tako preklajna, da kiha, tako da se upravičujem za prejšnje glasove. No, skratka, jaz bi rekla, da zdaj pač iz tega, kar ste povedali, sem jaz dobila vtis, da torej po eni strani je seveda tržno gospodarstvo, mora država imeti neke regulativne funkcije v tej tržnem gospodarstvu, ne? Se pravi, čisti umik države iz družbe ali pa tudi mogoče iz trga, ker pač, ko ste o bankah govorili, pa tako, zgleda, da ne pride v poštev. Po drugi strani mislite, da je v resnici, če sem zdaj jaz prav razumela, funkcija države ta, da ustvarja pogoje za tržno gospodarstvo in da pač disciplinira tiste, ki recimo neka pravila, bi rekla, kršijo. Da država pa recimo ne opravlja nekih strateških funkcij, kot je recimo Andrej vprašal, recimo planiranja, recimo, da bi zdaj država odločila, zdaj bomo pa mi recimo v naslednjih 5 letih intenzivno razvili recimo ekološko kmetijstvo ali pa kaj takega, to panogo na račun drugih panog ali pa kaj podobnega. Ne? Če sem jaz zdaj to prav razumela. Zdaj, to je sicer zelo v redu, mislim tako na ravni načrta. Na ravni načrta je to lahko v redu. Čeprav se jaz ne strinjam, da je, kako bi rekla, tržno gospodarstvo najboljše gospodarstvo je med vsemi najslabšimi. Jaz bi se tukaj strinjala, tako kot je Žižek rekel, dokler se pač pogovarjamo o tem, da je nekaj najboljše znotraj tega, mislim, med vsem najslabšimi najboljše smo natančno ujeti v ideološki diskurs kapitala in ne moremo ven, ampak to ne lahko pustiva potem, to zdaj ni bistveno. Bolj bistveno je to, da se meni zdi, da je to sicer v redu, čeprav jaz seveda se ne strinjam, da je to najboljša možnost, ampak meni se to zdi tako rahlo nerealistično. Veste, kaj hočem reči, vendar smo v Sloveniji. Slovenija ima 2 milijona ljudi. Vsi ljudje so v sorodstvu, ali se poznajo, ali skupaj spijo, ali ne spijo, ali se sovražijo, ali se ljubijo, ali so si kdaj kaj ukradli, ali si niso ukradli, ali so se skregali, ali se niso skregali, ne? Hočem reči, da je to tako na ravni načrta, je to kul. Na ravni načrta je kul. Zdaj smo pri slovenčkih. Slovenčki so protoplemenska družbena ureditev, veste to, jaz kot antropologinja povem. To pomeni, to je premala družba, kjer bi lahko veljala formalna pravila. Danes sem ravno razlagala študentom pri medkulturni analizi družb, delamo za primer Japonsko, ker jaz pač pravim, da bi se morali učiti iz Japonske, iz zahodnoevropskih družb, iz cele serije razlogov. In se pravi, to so torej družbe, kjer dejansko socialni prostor je pokrit z neformalnimi mrežami. Zdaj, če jaz vam zdaj to tako narišem, kar je študentom narišem, recimo je to slovenska družba, zdaj v eni taki družbi najboljšega tipa krog, table ni, krog, in zdaj, če imate zahodno družbo, je v tem krogu, recimo, da vzamemo, da je krog jabolko, če imate zahodno družbo, neformalni odnosi, eno pikico na jabolki pokrijajo, recimo sorodstva, pa ločitve, pa sovraštva, pa ljubezni, pa posteljne afere, pa to. Neformalni odnosi, to so to. Pokrijajo to in potem se rabite v tem celem prostoru, ko se premaknete ven iz teh neformalnih mrež, rabite vi vsak posameznik je zainteresiran, da se v tem prostoru, vendar obstajajo neka pravila zunaj teh neformalnih mrež, ker potem pač vsak posameznik ve, kako se bo vedel. Zdaj, za Slovence je pa situacija drugačna. Za Slovence je pa situacija takšna, da torej, če imamo to, neformalna mreža pokrije toliko, to zdaj pokrije neformalna mreža in potem imamo toliko prostora za formalno mrežo, torej za pravila. Torej za pravila, za discipliniranje države, za zakone, za take stvari, In zdaj se vam pravi, to je kul, kar vi govorite na tehnični ravni. Dobro, mi Žižkom bi sicer rekla, zdaj tukaj, mi Žižkom bi sicer rekla, da vi ste najbolj uspeli projekt desnice. Takoj, ko ste se pojavili, ste jaz rekla, kul mojim študentom, edini inteligentni projekt desnice v zadnjih 20 letih je Virant, še srčkanje, Pozorite, Ja, seveda, čakajte ženski del volilnega telesa, je to pomembno, Mislim, jaz sem že starejša gospa, ampak nisem vse starejša, Ampak, razumete, zdaj smo mi...
prišel. Mislim meni, to je eno, kdorkoli pride k meni, riskira marsikaj, to je pač tako, to se ve, moji študenti tam se veselo smejijo, vi pač niste vedeli, nič hudega, vse te preželi, no, skratka, ne se, jaz sem zelo v redu gospa, ampak, Vesna zna obvladati svoje želje. ja, absolutno. To zdaj, sicer, da ne bo gospod Virant mislil, da je on moja želja. No, ampak kakorkoli, gremo zdaj mi nazaj k prostoru za formalne odnose, ne? Torej, v Sloveniji ni prostora za formalne odnose. To je razlog, zakaj ne delujejo zakoni, pravila, sodišča in vse ostalo. Ni, to je isto kot na Japonskem. Tega socialnega prostora ni. Zdaj se moramo pa prizemljiti. Ne? Hočem reči, to je zdaj vaš program KUL, vse lahko, no mislim, no, se pravi, mi da Žižko bi kaj zdaj povedati, ne bomo se zdaj na to ravno spuščali, ne? Ampak dobro, ne, okej. Konsistentno, logično, vi absolutno se vidi, da obvladate izvršilno pač ta aspekt zadeve, ne? Kje je treba, kako bi rekla, dovoljenje izdati ali ne izdati, kaj je treba znižati in ni treba znižati, to je KUL, jaz se na to nič ne spoznam. Jaz sem povem kot antropologinja, da to ne bo delovalo. Ne, to ne bo delovalo. To še nikoli med Slovenci ni delovalo in tudi zdaj ne bo delovalo, kajti vi, ko imate formalni razpis za službo in se pojavi recimo 20 kandidatov, ne, od tega je en kandidat sin vaše ljubice, ne mislim vaše, ampak potem seveda direktor ne more vzeti najbolj kvalificirane osebe, ampak mora vzeti sina svoje ljubice, ker bodo sankcije, če ne bo vzel sina svoje ljubice, bistveno hujše, kot jih bo kdajkoli izvršila država. Razumete? Zdaj sem vam jaz dala primer, ki vam seveda jasno kaže, moji študenti te primere znajo, on jih mora razumeti za izpite. Ker pač je to problem. Jaz mislim, da zadnjih 20 let smo mi dejansko proizvajali krizo, ker se dejansko ne zavedamo, v kateri družbi sploh živimo. Ne? In mislimo, da pač smo mi zdaj tak, če na zahodu nekaj deluje, bo pa pri nas samo, da mi to dobro prekopiramo, ali kako copy-paste naredimo. Ne? Tako da zdaj jaz bi vas prizemljila za to ugotovitvijo. Jaz vam lahko povem... Sem že čisto od mizo zlezel. Jaz vam lahko povem, lahko se čez eno leto vidiva, glede na to, da boste verjetno mandatar, ali pa mogoče ne bova videla, ne? Ampak v vladi boste pa verjetno vseeno. In boš lahko mi da za Fištrakom povabiva čez eno leto, ko boste videli, da se bodo uresničile moje realistične prognoze in to je, da nimate prostora, socialnega prostora za te rešitve ni. Pika. In kaj boste se naredili? Dajte pusti, če malo prostora za optimizem in idealizem. Jaz sem tudi optimist, to Fištrek ve, jaz sem optimist, sam je treba biti tudi realist. Tole več ni samo realizem, je že skoraj naturalizem. Ja. Na prvo istočnico, na prvi izziv bom odgovoril, ne? Tam je zabavna že od samega začetka, ne? Najbolj inteligenten projekt slovenske desnice, ne? Tam mi všeč. Jaz sem pravzaprav živ primer teh sorodstvenih in neformalnih povezav, ne? Ker kot veste imam žlahto na levi in na desni strani. Ja, tako. No in iz te žlahte in iz teh neformalnih povezav so potegnili že izjemno veliko sklepov in teorij zarot. In od vsega, kar se mi dogaja zdaj v tej volilni kampanji, od približno 5 tednov nazaj, ko smo od ideje prešli k delu, ne, od vsega so mi najbolj zabavne ravno te teorije zarot, ki jih pa spletajo na obeh straneh. Ne. Recimo, en dan berem v časopisu, gledam svoje slike in kako sva z ženo udeležena in to ravno v Mariboru na poroki Jankovićevega sina, recimo, ne. Spet naslednji dan berem teorije, kako sem vse zmenjen z Janšo in tako naprej, ne. Pa včasih so stvari veliko bolj enostavne, kot mogoče zgledajo. Kar se našega projekta tiče, državljanske liste, zdaj ime, ki je zraven pripisano, je samo zato, da se ljudje na glasovnici ne bodo zmedli, tako da moram priznati, da meni že lastno ime gre zadnje čase malo na živce in ko me čakam, da ga zbrišemo iz imena stranke, moramo ga zadržati samo zaradi prepoznavnosti, da se ljudje ne bodo zmotili, ko bodo videli na glasovnici. Tako. Ampak ta projekt, veste, je, če ste bili pozorni, če ste malo spremljali,
bi morali začutiti, da je bil v zraku, da je bil v luftu. Je bil v luftu. To se je pač napletlo okrog ene skupine ljudi, ki razmišljamo na podoben način. Najprej je bilo geslo Resetirajmo Slovenijo, meni tisto mi ni najbolj všeč, sicer kot geslo mi ni bilo najbolj všeč, potem je šlo naprej v gremo na volitve.si, ampak to je bolj ali manj ista skupina, včasih kakšen več, včasih kakšen manj. Se pravi, Šušteršič, Pezdir, Pavliha, Lahovnik, Žiga Turk je bil zraven in moja malenkost. Ves čas je bilo to nekako v zraku in mi smo dolgo časa že razmišljali o tem, da v Sloveniji je očiten prostor za neko novo politično ponudbo. Kaj pomeni prostor za novo politično ponudbo? Pomeni prevedeno 100.000 ljudi, ki v obstoječi izbiri nimajo koga voliti. In to so, bi rekel, ker tudi v tej naši skupini smo bili ljudje, ki bi se težko podpisali pod katerokoli politično stranko. Razen Žige Turka, nihče od nas nikoli ni bil član nobene politične stranke. Ok, jaz sem seveda veliko sodeloval za SDS in za Janša, ampak nikoli ni bila zadeva taka, da bi jaz lahko rekel, s to stranko se identificiram, vanjo bom vstopil. Ker če se z nečim lahko identificiraš, potem nimaš nobenega problema, da postaneš tudi pripadnik in da se včlaniš. Se včlaniš s ponosom. Jaz tega recimo nisem mogel. Sem pač delal na projektih, veliko dobrega smo skupaj naredili, nikoli ne bom na to sodelovanje pljunil, ker je bilo veliko dobrega narejeno. Tudi zelo veliko dobrih projektov je Janša podprl, veliko samo lahko tudi hvaležen. In jaz rajši gledam na dobre stvari kot na slabe stvari. Ampak ni pa bilo to tisto, s čimer bi se jaz lahko identificiral. Na mojem področju ja, ampak na mnogih drugih področjih pa ne. In drugi fantje so podobno razmišljali. In potem se je seveda to stopnjevalo. Vsakič, ko smo bili skupaj, je bila tudi ta ideja o zraku, ampak vedno smo na koncu rekli, ne, prehudo, pretežko, prenaporno, preriskantno. Tako je, ne, takrat vam lahko svetujemo, priskočimo na pomoč. Ja. No in, kaj sem hotel reči? No in seveda, tako smo o tem razmišljali, ampak vsi smo imeli dobre službe, dobre kariere, mirno življenje, družinsko življenje. Mislim, preskok v politiko dejansko pomeni preskok v neko čisto drugo kvaliteto življenja. Če imaš ti mirno družinsko življenje, če imaš fajn službo, če dobro zaslužiš, ne, res temeljito premisliš, preden preskočiš v politiko. In vsakeč smo odložili to na naslednje pivo. Ne? No in potem pa pride dan, ko so bile razpisane predčasne volitve. Mi pa še vedno brez te dodatne politične ponudbe. Sej, zaradi mene bi jo lahko sprožil kdo drugi. Ampak je ni. In smo se spet začeli sestajati in spet je zadeva postala vse bolj napeta. In potem so prišli trenutki odločitve, ki so bili težki, moram reči. Čisto na osebni ravni je bilo to meni zelo težka odločitev, ker sem vedel, v kaj se spuščam. Ne, zdaj, ko gledam zdaj, nisem vedel, v kaj se spuščam, ampak približno sem slutil, v kaj se spuščam. Ja. Vedel sem, da v vsakem primeru mi kakovost življenja pade na dno, ne? In je bila težka odločitev. Ampak potem je ta odločitev padla, vsak se je odločil po svoje, všeč mi je bilo, torej sam ne bi mogel. Ne? To, da sem imel zraven Šušteršiča, pa Pezdirja, pa Pavliho, je bilo super, ne? Ker smo bili tim. Lahovnik se ni odločil, on se je odločil bolj za udobnejšo pot, ne? Je ostal profesor, mu nič ne zamerim. Turk se je odločil, da ostane v SDS, ker je bil tudi edini imel člansko izkaznico. Mi štiri smo pa šli naprej. In je dejansko te teorije o dogovorih z Janšo ali pa z Jankovićem so res popolnoma deplasirane. Ne? Gospod Janša torej bi rekel, da ga je ta zadeva naša zelo zmotila. Jaz vedno pravim, če bi volivci levice brali Demokracijo, in Reporter, če bi jim razdelili brezplačno eno številko Reportera in Demokracije, zadnjih nekaj številk, večino so bile tematske številke na temo Gregor Virant, potem bi videli, da res ni bilo nekega velikega navdušenja na strani SDS, ko smo šli v ta projekt.
In seveda tudi ni bilo nobenega dogovora na drugi strani. Čeprav spet tisoče teorij zarot. Recimo zabavna je bila tista, ko sem bil za 1. novembra na Urhu pri Ljubljani, tam je spomenik žrtvam vojnega nasilja. So takoj naredili povezavo, Virant hodi na partizanske proslave, tam je bil tudi gospod Janković, tam je bil gospod Stanovnik, so že v koaliciji. Kako ne jaz potem razlagam, da že od otroštva naprej hodim na Urha, večino let tudi na to prireditev, ker tam počiva moj stari oče in je to neka družinska tradicija že od malih nog. Torej, iz vsega, kar narediš, se splete neka teorija zarote in tukaj jaz čisto ne pristanem na to tezo, da se vse obvladuje skozi neka neformalna omrežja, ker vendarle verjamemo to, da nekateri ljudje delajo tudi stvari, za katere mislijo, da so prave. To zdaj o neformalnih omrežjih ni bilo mišljeno v kakih personalnih zarotah. Jaz sem to zdaj pač govorim definitivno, zdaj če bi se mi dva pogovarjala, pa se lahko potem pogovarjala, bo začela pogruntati, koga imava skupnega, koga skupaj poznava, pa bova šla malo naprej, pa bova že imela sorodnike skupne, pa tako Slovenija je premala za formalna pravila igre. To hočem povedati, ne gre za nobene individualne zarote, tukaj gre za objektivno stanje, ki je, jaz kot antropolog pač moram reči, v vseh družbah obstajajo formalna in neformalna pravila, formalne in neformalne mreže. Zdaj to, kar razglašajo, da je v Sloveniji patologija, da torej seveda da je lojalnost do neformalnih mrež večja kot do formalnih mrež, to ni patologija, to je normalno v vsaki družbi. Ne čisto v vsaki družbi je to normalno, ampak zdaj, da vi vpeljete formalna pravila zahodnih družb, rabite dovolj velik socialni prostor, ne teorije zarote, pustva zdaj, to nas niti ne zanima in smo rekli, da v volitvah se to sploh ne bomo niti pogovarjali, ampak gre preprosto zaradi tega, mislim, gre za to, da to je premala družba, da bi vi socialno lahko odprli prostor, kjer bi ljudje ne bili povezani po nekih neformalnih mrežah in bi dejansko bil prostor za te rešitve oziroma za te stvari, ki jih recimo na idealni ravni lahko vsi podpiramo in rečemo kul. Ampak jaz mislim, do zdaj to nobenemu ni, bi rekla, nobeni vladi do zdaj to ni uspelo. In tudi jaz mislim, da je iluzorno misliti, da bo vam uspelo. Tisto, kar sem jaz hotela reči, je, da je to vse kul, ampak se je treba socialno prizemljiti. Socialno prizemljiti pa pomeni, da zdaj, če bi vi šli s tem programom, recimo v Avstrijo ali pa recimo, ne vem, v Nemčijo, bi bilo to realizabilno. Medtem ko v Sloveniji ni realizabilno, zaradi tega ni realizabilno, ker ne morete vi spraviti bank ne morete jih spraviti vred, tako kot ste vi rekli, preprosto zato, ker se bodo aktivirale neformalne mreže, ki bodo pokrile praktično cel formalni prostor in boste vi tam na tistem robu prostora, tako kot sem vam prej narisala. Se pravi, tam boste vi en marginalec in boste vi kar govorite. Virant, ti kar govori. Ti kar govori. Jaz mislim, da je bila to stola. Mislim, kak bi rekla, jaz sem levičarka, to je jasno, vsi vejo. In torej, mislim, jaz imam seveda razne spuščajske reakcije na Janšo pa tako, še iz časa, ko je študiral, tako da ne bi za tem. Ko je bil član SMS, pa Marksa in Engelsa nosil pod zdravlja, pa to, ne mislim. Ampak, ampak razumete, zdaj problem je v tem, da jaz lahko razumem, da celo on, recimo, je hotel narediti dobro, ampak ne gre zdaj za to, da ti hočeš narediti dobro. Ne gre zdaj za to, da imaš ti dobre ideje. Gre za to, da če ti hočeš narediti dobro in imaš dobre ideje, moraš vedeti, v kateri družbi ti to delaš. In sredstva v različnih družbah za realizacijo teh dobrih idej niso ista. Jaz mislim, da boste vi tu padli na izpitu, tako kot so vsi padli na izpitu. Smo prenaivni. Ja, absolutno. Vi mislim, socialno ste prenaivni. To je kazala tudi ta vaša, mislim, ne vaša, mogoče je bila to bolj Lahovnikova, dajmo resetirati Slovenijo. Lepo vas prosim, Slovenija ni računalnik. Družba ni stroj. Družba je nekaj drugega. In tu jaz se bojim, se pravi, z vsem načeloma se lahko strinjamo, ampak jaz mislim, da je to popolnoma nerealistična ocena. Nerealistična v smislu pač bi rekla socialne dimenzije, ne tehnične. Tehnično jaz verjamem, da vi stvar boljše obvladate kot jaz, ker tu govorite o nekih stvarih, o katerih jaz nimam pojma. Samo jaz, kako bi rekla, socialno je to utopično. To je tako, kot sem brala zdaj neke očrt enotne politične teorije,
Jaz same neke utopizme berem okoli sebe zdaj. Ne, to je zdaj tako, da bi živeli v času onih utopičnih socialistov. Vsak prije z enim programom ima utopične ideje, kaj bo on naredil, kar je lahko cool, mislim, lahko je to stvar okusa, se strinjamo ali pa ne, ampak dejansko to sploh nima nobene zveze z Slovenci. Slovenci so protoplemenska družbena ureditev. V plemenu še nikoli ni funkcionirala demokracija, nikoli še ni funkcioniral trg in še nikoli niso funkcionirala formalna pravila. Jaz ne poznam niti enega primera. Ne? V tem smislu je nam naša samostojna država skrajno škodila, ne? Ker smo tisti prostor zgubili, ki smo ga premeli. Ne? Se pravi, to je zdaj, razumete, to je zdaj, jaz mislim, da realističen problem. In mislim zdaj, jaz bi rekel, tako kot ste rekli, ja, da ste tako naivni ste, luškano naivni, pa kako bi rekla, tako utopični. Ne? Zdaj, dobro, kaj si jaz mislim še o nekaterih drugih stvarih, to lahko pustim, ampak to jaz mislim res, da to je osnovni socialni premislek. Tu so vse slovenske vlade padle. Ne? In mislim, da tu zdaj, kot vi tu govorite, imate najboljše šanse, da se boste takoj prva 2 meseca spotaknili v svojo lastno nogo. Ne? In boste oni bodo gledali in bodo rekli, zdaj bo Virante k nam banke spravil vred, da mi to zdaj vidimo. Virante bo padel čez svojo lastno nogo in to se bo to zgodilo. Ja, mislim, to ni, veste, hočem reči, to ni ena velika družba, kjer pač bo nekdo, ne vem, tudi en bančnik zainteresiran, da obstajajo formalni odnosi, ki se jih bo on držal po ne. Ne. Oni imajo svoje mreže, vse te mreže vse obvladajo. In zdaj, vi v resnici imeti je treba program, ki računa s temi mrežami, ki jih pozna in ki jih zna uporabiti. Ne, to jaz se bojim, da tukaj je stvar prekratka. Mislim, da je to res tudi tista resortiramo, ko so začeli s tem resortiranjem. Sem jaz rekla, jebem ti Boga, mislim, mogoče bi bilo dobro, da bi kdaj kdo bil, ki pač se na družbo spozna. Na tehnologijo se vi spoznate perfektno. Vse vam pravim, to ni nobenega dvoma. Ampak zdaj jaz ne vidim jaz nobene realne možnosti, da ste vi tole tehnologijo spravili v življenje. Ne, to mene najmanjškeno skrbi. Ne. Zdaj pa jaz nehala, da ne bo to prišel do monolog Vesna V. Godina, prosim lepo. Zdaj bomo da pustili še Andreju, da kaj pove, ne, ker Andrej že tudi pisano gleda tako. Ne, jaz mislim, da bi zdaj mi da z gospodom Gregorjem lahko postavljati eno vprašanje. Namreč, kakšna je možnost potem modernizacije za Slovenijo? Ne? Na kakšen način se lahko Slovenija modernizira? Ne? Ker formalizacija je element modernizacije zahodnih družb. Ja, to ni res. Japonska se je modernizirala preko neformalnih mrež, zato bi mi morali japonsko študirati, ne zahodne družbe, ampak to ne smem jaz tu govoriti. Ne? Ja. Lahko. No, da bomo še gospoda zdaj kaj vprašali o resortiranju, smo ga že vprašali, to vemo, da to ni bilo ravno najbolj pametno. Zdaj pa, zanimivo je, mene je zelo zanimalo, so me javnomnenjske raziskave, kažejo, da vi v resnici pobirate velik del levega volilnega telesa. Ne, čeprav jaz pravim, da ste vi najbolj očarljiv in inteligenten produkt desnice slovenske. Ne? Ampak vi v resnici, mislim, da veste kaj, za mene je, jaz sem pač klasično vzgojen družboslovec, za mene je desnica tista, ki pač, kako bi rekla, je na strani kapitala, kapitalizma in tako naprej. Ne? Ampak vi tako zelo uspešno pobirate velik del levega volilnega telesa, torej Pahorjevega, Golubičevega, ne, kot kažejo raziskave, od Kresalove mislim, da niti ne. Kako to razlagate? Glejte, če pogledate naš program, kaj imamo v resnici noter napisano in katere stvari zagovarjamo, boste videli, da nas je nemogoče, popolnoma nemogoče strpati na desnico. Na našem programu ni nič desničarskega in če gledate daleč nazaj moje intervjuje pred leta in leta nazaj, sem se vedno deklariral za sredinskega politika. Eni so se mi zato malo posmehovali, češ to ne obstaja, lahko si lev ali pa desen, ampak jaz pravim, da v življenju ni nič samo črno ali belo, ampak da je treba v življenju vse stvari nekako uravnotežiti. Zato zelo težko pristanem na to tezo in jaz mislim, da je naš uspeh, kolikor je bil vsaj na začetku te naše kampanje, ko smo prišli relativno visoko, se je zdaj veliko vprašanje, kako bo šla stvar naprej do volitev, ampak vseeno, da je bil ravno rezultat tega, da ta del slovenskega življa ni imel svoje ponudbe. Veste, niso vsi ljudje levi ali pa desni. Veliko ljudi se preprosto opredeljuje od primera do primera ali pa se opredeljuje za sredinske, za uravnotežene volivce. Ali pa recimo
ne pristaja na to, da nekaj a priori je v redu, je prav zato, ker je predlagala levica. Nekaj je a priori prav zato, ker je predlagala desnica. Ampak v vsakem vprašanju posebej razmisliš in najdeš neko svojo opredelitev. To je po mojem naš... Tu bi se jaz popolnoma strinjala. Jaz tudi mislim, da natančno to je ključ vašega uspeha. Ne? Natančno to, pravzaprav, vse na vides niste nobenemu nič dolžni. Kako bi rekla, ste inteligentni, operativno sposobni. Osebnostno niste, mislim, ena taka, mislim, res težka pojava, kot je kolega Janša. Ne? Ja, mislim, res je to. Mislim, to je res. Jaz to tudi gledam Gregorja Zazornega, kot recimo mlajšega dela volilnega telesa, razumete, ne? Se pravi, zdaj, ja, no, mislim, jaz se družim z študenti, ne? Prosim. Ne? Razumete? To je moja referenčna mreža tudi med drugim. Se moja tudi, jaz sem profesor, ja. No, seveda. No, mislim, ne. In še sem nekaj časa. Ja, v vsakem primeru, razumete? Hočem reči, jaz se tu strinjam, ne? Se pravi, zdaj, če Pahor predstavlja levico v Sloveniji, ne? In Janša predstavlja desnico v Sloveniji, ne? Oziroma pa Makarovič je obratno, ampak ni važno, ne? To se ni prijelo v svetovnih merilih, njegova redefinicija političnega slovenskega prostora, se pravi, potem ste vi točno na sredi, ja. Ne? Poberete z obeh strani, pač kar poberete. In jaz mislim, da ta vaš opis, zakaj ste uspeli, je dejansko to, ne? Slovenci v resnici imajo dovolj ideološkega polariziranja, oni hočejo pragmatičnega politika, ki deluje, ki je operativno sposoben, zdaj sploh po Pahorju, ne, bi bilo dobro imeti enega, ki je operativno sposoben. Ja, seveda, ne, to je logično. In zdaj pač vi to imate, to je definitivno, ne. Se pravim, jaz sem povedala, zakaj pač jaz vas vidim kot desnega politika, ampak se pravim, to je ideološki diskurs, nima smisla. Gospod Gregor se bo spotikal, praviš? Se bo spotaknil, ja, se pravim, zato, ker to je ta problem, ki se pravim, no, so še druge stvari, ki bi lahko rekla, ampak osnovno je problem, da jaz mislim, da noben ne razume, v kateri družbi politiko dela. In da to je pač, ne, ti imaš socialne pogoje, v kateri se politika dela. In ti socialni pogoji niso primerljivi z Zahodom in zato seveda tudi niso zahodne rešitve za nas sploh nič uporabne. Ker tisto, kar ste vi povedali, ker ste rekli nekaj zanimivih stvari, rekli ste recimo, ne, se pravi, da pač kriza je svetovna, vsi so jo, bi rekla, pokasirali, ampak nas je usekala bolj kot druge. Ne? Zdaj bi nastopilo vprašanje, zakaj? Ne? To bi bilo zdaj vprašanje. Zakaj je nas usekala bolj kot druge? Zakaj? Če bi odgovarjal na to vprašanje, bi moral kritizirati tiste, ki so jih itak že vsi popolnoma podolgom in počes kritizirali in po mojem to nima v tej fazi nobenega smisla. Ne? Pač nismo se na ustrezen način odzvali. Zdaj se reče, nismo se na ustrezen način odzvali, ampak zakaj se nismo odzvali na ustrezen način? Se pravi, bi moral kritizirati tiste, ki so že tako podolgo in počes kritizirali. Gre za to, da preprosto, da tudi, če vi hočete, narediti nimate praznega socialnega prostora, ki ga porabite za to aktivnost. To je problem. Vi se boste znašli v enaki situaciji, kot je bil Pahor. Torej, ideja, da vas bo program pri tem rešil, je utopija, zato ker vi boste prišli v isto godlo, ne, z istimi ljudmi, z istimi neformalnimi mreži, z istimi playerji. Strinjam se v eni točki, se zelo strinjam. Ne. Če je ta naš projekt nekoliko naiven, ne, in če verjamete, da je iskreno naiven, se bomo znašli resnično eno veliko težavo. Namreč pravkar bomo imeli z akterji, ki so pa predvsem manj naivni, kot smo mi. In tu nastane potem ena ključno vprašanje, ne? Ali bomo to zdržali, se pravi, ali bomo uspeli mi drugim narekovati, da vsaj malo spremenijo pravila igre v politiki, ne? Ali se bomo mi tem pravilom igre prilagajali. In zdaj, o tem se dostikrat pogovarjamo in zdaj smo mi zaenkrat smo trdno prepričani, da se mi tem pravilom igre ne bomo prilagajali. To potem bomo imeli vlado tako 2 meseca. Ne, pogledajte, bomo videli, v vsakem primeru smo rekli, bomo Slovenijo spreminjali. V vsakem primeru bomo spreminjali. Sam spreminjanje ima neke zakonitosti. Ja. Ne, to je problem. In zdaj sam pravim, druge so zakonitosti, če gledamo ZDA ali pa Nemčijo, druge so zakonitosti, če gledamo Slovenijo. Ma pa tam majhno so svoje prednosti. Če bi mi modernizirali družbo na japonski način, bi to imelo blazno prednost in bi zdaj bili družba verjetno v Evropi za največjim BDP-em, bi se ukvarjali s tem, kaj ga znižati, ker to ni ravno v redu. Mislim, da je ta, da sociološko gledano majhnost lahko predstavlja velik problem.
bi rekel čisto tehnično, tehnološko, z vidika tehnologije upravljanja družbe, je pa majhnost lahko velika prednost. Imamo to prednost, da smo, v tem smislu je majhnost relativna prednost, bi rekel ta nacionalna kompaktnost, ali pa to, da nimamo nekih medetničnih problemov, kot jih ima druge države, kot ima države na Zahodnem Balkanu, je tudi za nas velika prednost in te prednosti moramo znati izkoristiti. Vete, lahko si ustvarimo enostavno državo. O tem vsi govorijo, da bi morali imeti enostavno državo, ampak nažalost ni tako. S tem sem se res veliko ukvarjal. Če sem kaj res veliko počel, sem delal to, poenostavljal stvari na najrazličnejših področjih funkcioniranja uprave. Smo naredili zelo, zelo veliko poenostavitev, ampak kaj ugotavljam? Da kljub temu, da smo veliko poenostavili, je še vedno Slovenija v primerjavi z drugimi evropskimi državami zelo zbirokratizirana država. Recimo samo en primer bom dal. Število dejavnosti, za katere rabiš dovoljenje. To je zapisano v neki uredbi o obrtnih dejavnosti, mislim, da se tako imenuje, in v tistem mandatu, ko sem bil minister za javno upravo, smo to zreducirali za polovico. Prav, lista teh dejavnosti je štela 120 dejavnosti, za katere se rabi obrtno dovoljenje. To pomeni, da si moramo imeti človeka za neko izobrazbo, za mojstrskim izpitom, še neki drugi pogoji in moral si zaprositi za obrtno dovoljenje. 120 dejavnosti. Potem smo vzeli to uredbo v roke, enostavno šli skozi in prepucali, prečistili. Smo rekli, ne ostanejo samo tiste dejavnosti, ki lahko ogrozijo zdravje, življenje, nekaj z elektriko, konstrukcijami, zdravjem in take stvari, ostalo ven. Razpolovili število teh dejavnosti. In sem mislil, to je pa velika stvar, velik uspeh, velika poenostavitev. Ampak ko je bila kasneje narejena analiza, primerjalna analiza, koliko je licenciranih oziroma reguliranih dejavnosti v Sloveniji in koliko v drugih EU državah, smo ugotovili, da imamo še vedno največ reguliranih dejavnosti. Čeprav smo za pol zreducirali. Kaj hočem reči, da smo mi očitno si v preteklosti državo zakomplicirali do amena. In tukaj ni drugega kot vzeti eno veliko metlo v roke in pometati in čistiti še naprej. To je edina rešitev. Toliko enih stvari smo si zakomplicirali. Kamorkoli pogledaš komplikacije in pomanjkanje zdrave pameti. Vse v upravljanju države se da zelo veliko narediti čisto po zdravi pameti. Dokler ne trčite na interese. To je zdaj... Zdaj lahko vi to delate za ene male obrtnike ali pa ne vem, za neko gospo, ki ima popoldansko obrt, ki seveda nima... Pa bom dal dva primera, kako se da. Ampak zdaj sem prej, ko vi prišli do bank, se jaz bojim, da to ne bo šlo tako. Tudi ko boste prišli do Janšice našega dragega, to ne bo šlo tako. To ne bo šlo tako. Enostavno ne bo, ampak recimo nekaj malih izkušenj imam. Ne, to verjamemo. Recimo notarska zbornica je kar močna inštitucija. Leta nazaj smo šli v to zadevo poenostavitev teh postopkov overitve podpisa. Včasih se vse podpisi overjali pri notarjih, pa smo rekli, zakaj bi se to overilo pri notarjih, ker je zelo drago, dajmo to nazaj na upravne enote, kjer je 8krat cenejše. In seveda tako je skočila notarska zbornica, da to je pa nemogoče, da to ogroža pravno varnost v Sloveniji. A ja, zakaj pa? Ja, zato, ker seveda notarji imajo veliko več znanja, kot pa referenti na upravnih enotah, pa sem rekel, vse pravzaprav, koliko res vem podpisov ne overjajo notarji. Ampak ima notarnega referenta tam za šalterjem, ki to dela. Aha, že, ampak recimo od 100 zadev je pa ena posebej komplicirana in tam se morajo pa gospod notar sami vključiti. Sej na upravnih enotah imajo tudi referenti svojega šefa oddelka in tam ima načelnika upravne enote in tam ima strokovnjake v Ljubljani, lahko na ministrstvo pokliče. Potem je bila naslednja stvar, ampak vi boste morali zaposliti nove ljudi zaradi tega in se bodo stroški povečali, je zaskrbelo notarje. Pa se to ni zgodilo v resnici. Potem jih je zgrabil socialni čut. So rekli, mi bomo morali odpuščati naše ljudi. In pa vseeno je bila stvar narejena. Pa sem v drug primer, recimo, tehnični pregledi za avtomobile. Včasih smo imeli po 3 letih, si moral na prvi tehnični pregled.
Pa smo rekli, dajmo to predstaviti na 4 leta. To je bilo v kombinaciji za tisto aplikacijo spletno podaljšanje. To je ena taka moja igračka priljubljena, ne, se s tem ukvarjal veliko in sem zelo sodeloval pri razvoju tiste aplikacije, da lahko danes registrirate avto oziroma podaljšate registracijo avta, ne samo to, preko interneta. Ne, takrat, ko nimate tehničnega pregleda, greste na internet, po mojih izkušnjah v 12 minutah zavarujete, registrirate, dobite prometno dovoljenje po pošti in je stvar rešena. No in takrat smo rekli, za koga pravzaprav to pride v poštev. To pride v poštev za vse tiste, ki nimajo tehničnega pregleda. Ena generacija avtomobilov je 55,000 avtov. Vsako leto se registrira 55,000 avtov, ker je bil prvi tehnični pregled po 3 letih, se pravi po 1. letu, po 2. letu, potem po 3. ne, po 4. spet pa po 6. letu. Recimo so potencialni uporabniki te storitve 220,000 uporabnikov. Pa sem rekel, zakaj pravzaprav imamo tehnični pregled že po 3 letih? Vsej ob današnjem breko za nov avto, ne, bi mirno lahko podaljšali na 4 ali 5. In seveda ne, so se takoj začeli zelo, zelo močni odpori tega lobija tehničnih pregledov. To je pomenil konkretni spad dohodkov za njih. Pa so očitali, da se bo varnost na cestah znižala, pa so grozili na take in drugačne načine, pa so uradniki na ministrstvu za notranje zadeve privlekli neke evropske direktive, kako to ni mogoče. Pa smo speljali. In danes je tako, ne. Tako da se da, mislim, zdaj ne bi spet toliko poenostavilo, da se da vsa te lobije in omrežja z levo roko obvladati, sigurno, da so zelo premeteni in zvijačni in da ti marsikaj znajo zakuhati, ampak vendarle, če greš v to smer, se da marsikaj narediti. Ampak mislim, da ravno ta težnja po birokratizaciji podpira to, kar Vesnino tezo, pa jaz eno anekdoto povedal. Moj kolega je potoval po Afriki in potem potuje od zahoda proti vzhodu čez neko ravnico in tam je pol neko drevo, pa si rekel, jim se malo v senco, ne, ampak to drevo, po tem drevesu je bil še en v uniformi. In mu je razložil, da če gre preko te sence, da bo šel v drugo državo, ne, da je to meja, ne, da je on carinik oziroma policaj in da on čuva to mejo in zdaj bo pa on moral njemu pasoš pokazati in tak. No, mu je pokazal pasoš in potem cel dan še ostal na meji, je bil edini na tej meji, ne, ker je on prerisoval štempel v pasoš. Je bil na takem papirju povečan štempel in potem ga je prerisoval, noter posta klepetala in se si lep dan naredila, ne. In to je bilo njegovo videnje formalnih odnosov, ne. In se mi zdi, da v družbah, ne, kjer se ta izrazita birokratizacija pojavi, je ravno to refleks socialne podstati, ne. Torej, da je družba nekaj druga, kot bi naj bila v resnici, ne. In to je problem, ne. Zdaj, če ne druga, bo Vesna lahko rekla, vse sem mu rekla, ne. Ne, ampak to je... Vesna bo to rekla. Ja. Jaz sem eno zelo dobro izkušnjo. Jaz sem bil takrat, ko, zdaj, mogoče sem dolgočasen, ne, tako ko Jankovič skozi govori o Mercatorju, ne, jaz govorim o tej svoje... Jaz se to vsi učitajo, ampak okej, pač en del svojega življenja sem temu posvetil in je bilo fajn in se mi zdi, da smo veliko naredili. Jaz sem imel odgovornost tudi za cel sistem upravnih enot. To so te, vemo, inštitucije, ki nam izdajajo gradbena dovoljenja, osebne izkaznice, potne liste, razna potrdila in tako naprej, prijavljamo stalno prebivališče, registriramo društvo in tako. In ne, tako rekel, postopoma iz leta v leto smo ta sistem spreminjali kulturo v tem sistemu. Jaz nisem šel z njimi na silo. Ne, da bi rekel, udarim po mizi, ne, od jutra naprej boste pa vsi prijazni, zdaj pa tega dost, ne, pa še malo bom v javnosti vsekal po vas. Ne, ampak sem jih poskušal potegniti za sabo. In lepo počasi, rekel, enega za drugim, se mi zdi, da sem jih potegnil v ta drugačen način razmišljanja, tako da so potem začeli kar tekmovati v tem, kdo bo dobil prej ISO standard, kdo bo prej uporabil neke modele poslovne odličnosti, kdo bo imel boljše rezultate, zadovoljstva strank in tako naprej. In se vzpostavlja neka pozitivna tekmovalnost. In še nekaj, ne, ljudje so začeli razmišljati, so videli, da pravzaprav zadovoljstvo, ki ga ima uradnik pri delu, je veliko večje, če nekomu pomaga,
kot pa če nekoga zafrkne, po domače povedano. Ne? Recimo, nekdo je včasih iskal zadovoljstvo v tem, ne, da izkazuje svojo moč nad strankami. Stranka pride tja, ne, on se, bi rekel, vzvišeno postavi, pregleda papirje, ne, na 7. strani vam manjka tale letnica rojstva vašega strica od bratranca, od tete, ne, in pojdite to iskati. In potem so, recimo, pa ta isti človek videl, ne, da pravzaprav to zadovoljstvo je zelo, zelo klavrno. In na dolgi rok zelo težko ostaneš zadovoljen s takim načinom ravnanja, ampak da lahko ti zadovoljstvo najdeš v tem, da nekomu pomagaš, da mu rešiš problem, ne, da pride z veseljem, torej da ne pride z nekim strahom k tebi, ampak pride s problemom, ki mu ga ti pomagaš rešiti. In je to tisto, kar ti nudi zadovoljstvo. Ne. Na ta način sem poskušal spreminjati kulturo, ne na prisilen način. In se mi zdi, da je v veliki meri uspelo. In proti koncu, recimo, ko smo merili klimo, organizacijsko klimo, stopno zadovoljstva, je ogromen procent teh uradnikov, zaposlenih na upravnih enotah, odgovarjal na vprašanje, ali ste ponosni, da ste del sistema upravnih enot, je odgovarjal za da. In še nekaj smo se skupaj naučili, ne, da nikoli se nismo hvalili, kako smo dobri, ampak smo vedno iskali možnosti za izboljšave. To se mi zdi en glavnih kriterijev za to, da prepoznaš dobrega vodjo. Dober vodja, katerekoli organizacije, dober direktor, ne bo nikoli začel s tem, kako smo mi dobri. Direktori najboljših firm, tistih, ki so razvile fenomenalno poslovno odličnost, bo vedno zaskrbljeno rekel, koliko imamo mi še možnosti za izboljšave. In v slovenskem javnem sektorju je to en največjih problemov. Jaz se ravno zadnjič pogovarjal z eno predsednico enega sodišča, pa se je strinjala z mano. Sem rekel, problem slovenskega sodstva je v tem, da smo se postavili na okope. Na eni strani je velik del politike, ki pljuva po sodstvu z največjim užitkom. Ne? Sodniki so leni, slabo delajo in tako naprej. Ne? Sam nikoli se nisem temu pridružil, ker vem, da ni tako. Ne? Tako kot vsaki drugi organizaciji so taki in drugačni, so pridni in manj pridni, so sposobni in manj sposobni. In sodstvo se postavi v obrambno pozicijo in reče, ne, mi smo brez napake. Torej, smo na nekih okopih, namesto da bi našli, spet smo tukaj pri zlati sredini, neko zlato sredino in po pravici povedali, sodstvo deluje, bi rekel, v sodstvu niso vsi leni in nesposobni, vendar je veliko rezerv in manevrskega prostora. In tisti trenutek, ko bo začeli sodniki in predsedniki sodišča razmišljati na ta način, mi imamo rezerve, mi se lahko izboljšamo in mi si bomo ugled izboljšali ne tako, da se hvalimo, kako smo najboljši in bi rekel, se branimo pred očitki politike, ampak takrat, ko bomo sami pokazali, da smo nekaj izboljšali. Ko bo šel recimo predsednik Vrhovnega sodišča na tiskovno konferenco in bo rekel, lejte, lansko leto smo sodne zaostanke zmanjšali za 20%. Poprečno število obravnav na posamezen primer smo zmanjšali recimo za 4 na 2, se pravi smo bili 2krat bolj učinkoviti. Pa ljudje rekli, se pravi, se v sodstvu nekaj premika. In postopoma se bo na ta način začel dvigovati ugled sodstva, sodniki bodo postali spet bolj ponosni na to, da so sodniki, ker danes se mnogi med njimi zelo slabo počutijo, da so del takega sistema. Na ta način jaz vidim rešitev. To mislim, da sodi v tisto, kar smo že prej govorili. S samo logiko ni nič narobe, sam mislim, da socialni prostor je pa drug problem. Ampak jaz imam nekaj... Kaj je alternativa potem? Glejte, to je zdaj veliko vprašanje. Alternativa je, mislim, v resnici primerjalna analiza družbi kazala, da alternativa je zgraditi slovenski tip, bi rekla, recimo modernizacije, državne uprave, recimo kapitalizma, če hočete, ki pa bi moral seveda v resnici upoštevati moč neformalnih mrež in jih, bi rekla, vključiti v sistem, in jih narediti za legitimno prisotne. To so naredili Japonci. Mislim, tudi, kadar kršijo pravila. Vse problem je v tem, da neformalne mreže imajo zelo močne nadzore, če jih pustite.
To je zdaj, mislim, mi smo zdaj brez nadzora, zakaj? Zato, ker smo stare oblike nadzora razglasili za ostanke socializma, kar seveda ni bilo res, ker so bili to ostanki vaških skupnosti, ker seveda niso imeli nobene zveze s socializmom. In smo to odpravili in zdaj smo seveda namesto teh oblik upeljali seveda recimo zakone, ne, pač abstraktne oblike, ampak abstraktne oblike pri Slovencih niso nikoli delovali in seveda tudi zdaj ne delujejo. To je, zdi se pravi, to je v resnici, kak ne vam rečem, to je tako Don Quixotski podvig je, ne. Lepo mišljen, cool. Vse vam pravim, ne, če jaz imam neko drugo znanje, ki me žal pač prepričuje, da so taki postopki napačni in se vam pravim, nekoč je mene pokojni Drnovšek vprašal, zakaj jaz toliko kritiziram, to, kar on dela in sem mu povedala isto. Ne, zaradi tega, ker pač moja evidenca kaže, da je to narobe, da se stvari delajo narobe in s tem, ko delamo stvari narobe, seveda v resnici, kako vam reči, zgubljamo, ne, se zgubljamo. To je, jaz mislim, da tu je tisti razlog, tisti odgovor na vprašanje, ko ste rekli, kriza je vse prizadela, ampak nas je bolj. Ne, mislim, točno zato, ker mi delamo stvari narobe. Mi jih konstantno 20 let delamo narobe in to je seveda, moram imeti neke posledice, to se moram nekje videti. Ampak dobro, se pravi, to ni zdaj intervju moje osebe, tako da bom jaz zdaj nehala s tem, ker drugače bo publika mene tukaj zdaj vendarla. Ne, jaz sem še enih par vprašanj, ki pa zadevajo vaše prejšnje odgovore. Eno vprašanje je, rekli ste, ne, da pač zdaj bo treba zategniti pol luknjice na pasu, zato da ne bi potem morali 3 in da nam ne bi celo z Bruslja začeli diktirati, kaj naj počnemo. Ne? Mene zanima, kako mi gledate na to logiko, da z Bruslja diktirajo nam, kaj naj počnemo? Ja, no, prvič, mi smo 1. maja 2004 postali del neke skupnosti, ne? In da bi postali del te skupnosti, ko smo se odločili, da bomo postali del te skupnosti, je logično, da smo morali sprejeti tudi skupna pravila, ki jih na nek način tudi soustvarjamo, vsaj na formalni ravni. Vsi vemo, da de facto, ne, da ima Slovenija pri teh odločitvah zelo, zelo majhno težo in majhen pomen. Ampak smo del te družine in moramo spoštovati pravila te družine. Tisto, kar pa nas upravičeno zmoti, ne, je pa situacija, ko vidimo, da se drugi ne držijo teh pravil, pa se jim nič ne zgodi. Jaz mislim, da če ima kdo legitimnost, da recimo z nekim odporom gleda na to, kar se dogaja okrog Grčije, smo to ravno tiste nove članice EU, ki so nas za vsako pikico, v vsakem zakonu, bi rekel, zafrkavali, če ni bila usklajena z Evropsko direktivo. Ki so nas za vsak promil deficita zafrkavali, ko je šlo za vstop v Evropsko monetarno unijo. Ne? Zdaj pa gledamo na drugi strani državo, ki je prekršila vsa pravila, ki je ponarejala bilance in jo zdaj cela Evropa pravzaprav rešuje zaradi interesa velikih, predvsem zaradi interesa nemških in francoskih bank. Ne? To nas pa boli. In spet bom rekel, zelo poznam sceno na Zahodnem Balkanu, ne, ker sem v teh državah, sem v zadnjih letih veliko svetoval, Bosne, Hercegovino odlično poznam, Srbijo, Makedonijo zelo dobro poznam. Recimo, ne, kako gledajo Makedonci na ta problem Grčije. Ne vem, koliko poznate ta problem. Makedonija je dobila status kandidatke za vstop v EU, nima pa še datuma za začetek pogajanj. Kaj jih ovira? Ovira jih to, da Grčija od njih zahteva, da spremenijo svoje ime. In to ne samo v razmerju do Grčije, da bi se proti Grkom imenovali recimo Republika Severna Makedonija ali Republika Makedonija Skopje. Ampak ne, Grki zahtevajo od Makedoncev, da spremenijo svoje ime v lastni ustavi, torej zahtevajo, da spremenijo svojo identiteto. In si predstavljate, kako je narod gleda na združbo, ki se reče Evropska unija, ki po eni strani dovoli eni svoji članici, da na tak grd način izsiljuje, in po drugi strani, da ta ista članica krši vsa pravila, pa ji vsi priskočijo na pomoč. Mislim, tu je nekaj zelo, zelo narobe. In če to ni, recimo, da rečemo, da ta problem Grčije pravzaprav zdaj, da ni drugega izhoda, kot da se to reši, ker nas sicer lahko vse pokoplje. Ampak če to ni zadnja taka situacija, če ne bomo tu naprej postavili nekih res jasnih pravil igre, ki se jih bodo vsi držali in bodo tudi kaznovani, če se jih ne bodo držali, potem je perspektiva izjemno slaba za Evropsko unijo. No to tako ali tak je, ne? Ker to je pač, bi rekla, združba, kjer tisti, ki imajo več kapitala, diktirajo tistim, ki imajo manj.
Ker pa se veste, da stopnja zakreditiranosti ni razlog za to, da država bankrotira, ker potem je prva država, ki bi morala bankrotirati, dva ZDA, ne? Pa to ne bomo nikoli doživeli. Ampak skratka, ampak mene vseeno zanima, zdaj ste vi predsednik slovenske vlade, ne? Verjetna situacija. Sem jaz zamudil. Recimo, malo ste preskočili, recimo, hipotetično ste. In zdaj dobite eno tako depešo iz Brusla. Ne, kaj je potem? Na depeš nam pa ne bo treba ubogati. Držati se moramo primarnih virov, kot se jim reče, se pravi ustanovitvenih pogodb, Lizbonske pogodbe, skratka mednarodnih pogodb, ki nas zavezujejo v okviru EU, držati se moramo sekundarnih pravnih virov, se pravi uredb in direktiv. Tu ni nobene dileme, tega se moramo držati. Če se ne držimo, nas lahko Evropska komisija opozori, nas lahko tudi toži pred Evropskim sodiščem, na neke depeše se pa jaz ne bi kaj dosti oziral. Tako. In še nekaj pa je moram reči. En zanimiv, se mi zdi zelo zanimiv sindrom za Slovence. Mi smo želeli biti najbolj pridna kandidatka. Ja, in smo imeli več čas, tako, mi smo želeli biti najbolj pridni in smo imeli več čas status najboljše kandidatke, najbolj pridne kandidatke. Nismo pa dosti razmišljali o tem, ali to nam koristi. V EU imamo države, bolj ko gremo južno, bolj je to izrazito, ne, ki so doktorirale iz tega, kako se izigravajo pravila Evropske unije. In je pri njih možno nekaj, kar v drugih državah ni možno, pa se držimo istih pravil. Mi smo bili pa tu ekstremno pridni in smo na mnogih področjih šli standarde dvigovati celo nad evropske. Nam primer, področje varstva pri delu, sicer da se razumemo zelo pomembno in je treba ščititi, ampak področje varstva pri delu je pri nas tako neskončno zbirokratizirano, da mora imeti svetovalna firma, računovodski servis, mora imeti goro pa pravilnikov in papirjev o varstvu pri delu. Isto kot gradbeno podjetje, recimo, kar je totalno nelogično. No in ko smo se hoteli tega lotiti, sem spoklical ljudi z ministrstva za delo, sem rekel, zdaj pa to poenostavili. Svaki, ni govora, ne smete se nam tega niti dotikati, saj v Bruslu pravijo, da smo najboljši v Evropi na tem področju. Ampak najboljši za koga? Če smo najboljši za bruselske birokrate, to nič ne pomeni. Mi moramo biti najboljši za naše delavce in delodajalce. To je uspešnost. In tu smo sigurno naredili veliko napak in se bomo morali naučiti. Mogoče bi se tukaj morali nekaj malega od kakšnih Italijanov recimo naučiti. Kako se da direktive razlagati tako, da jih še vedno spoštuješ, ampak da je pa na način, ki je tebi ustrezen. Ja, že Slovaki to obvladajo. Ja. Jaz bi še samo imela par kratkih vprašanj, potem pa boste vi dobili mikrofon naj se zagreva, naj se začne spuščati, prosim lepo. Nekaj še nismo slišali, namreč nismo slišali še, kaj je socialni transferi problem, ta problem je seveda resen problem, pač vemo socialno, da če se okoli 13% prebivalstva približa meji revščine, to pomeni resno negativno diagnozo za družbo in slovenska družba se temu približa, se približuje. Kako torej, kaj pa, zdaj mislim, dosti ste povedali, kako bi rekla država, uprave, postopke, vse to, kar pač seveda je logično, ker na to se res vi odlično spoznate, ampak kaj pa zdaj z problemom revščine? Slovenija postaja vsaki dan bolj revna država. En pomemben del slovenskih državljanov postaja vsaki dan bolj revno. In zdaj mi ne smete dati odgovora, da smo mi glede na kriterije Evropske unije imamo manjše socialne razlike, kot jih pač imajo druge države in da tam je to čisto cool, pa nas pa ni. Zato, ker Slovenci niso Nemci in tudi Finci niso. Oziroma, če bi bili Finci, tudi Slovenci bo strezalo. Ampak, recimo, niso, ni bili Britanci, niti Nemci, niti Francozi. Mislim, imamo tukaj resen problem. V družbi, ki je bila 1000 let egalitarna, ki ne tolerira velikih socialnih razlik, se približujemo tisti stopnji revščine, ki pač po družbenih kriterijih pomeni resno negativno diagnozo za družbo. Ja. Revščine, torej bogatih ljudi, bogatih državljanov ne more ustvariti država. Edino uspešen gospodarski razvoj lahko ustvari bogate državljane.
bogatejše državljane. Spravi, najpomembnejše osnovno je, da morajo imeti ljudje možnost, da si svojim delom ustvarijo pogoje za normalno življenje, za normalno preživetje. In tega ne more narediti država za svojimi nekimi transferi, subvencijami, ne vem čim, ampak samo na ta način, da omogoči, da gospodarstvo zadiha in da se razvija. Samo podjetja, še najbolj mala in srednja podjetja, tudi večja, ampak še najbolj mala srednja podjetja lahko dajo kruh ljudem, ne? Lahko zaposlujejo, lahko dajo ljudem možnost, da pridejo do službe, da v službi tudi zaslužijo, ker sem trdno prepričan, da velikanska večina ljudi je pripravljena zgrabiti za delo, če imajo to možnost. Vedno je nek mali odstotek ljudi, ki to noče. Ok, ti seveda so potem socialni primer. Mi moramo poskrbeti za to, da je socialni primer samo tisti, ki noče ali ne zmore delati. Tisti, ki pa zmore delati, bi pa moral delo dobiti. In tudi recimo stanovanja, ne? To, kar poslušamo včasih, da se hvalijo nekateri s tem, koliko socialnih stanovanj so zgradili in tako naprej. Prostite, stanovanje ne sme biti socialna kategorija. Stanovanje bi morala biti popolnoma normalna opcija za vsako mlado družino, tako recimo mlado poročenca, ne, pač dva partnerja, močno žena, fant in punca, ki živita skupaj, oba dobita službo, bi morala biti normalna opcija, da si lahko privoščita stanovanje za družino. To ne more biti socialna kategorija, da bi čakal zdaj, da je stanovanje miloščina, ki ti jo da država ali pa občina. Tako da jaz verjamem, da edini način, da bomo manj revni ali pa bolj bogati, je to, da se gospodarstvo zažene. Druge možnosti ne. Odkud pa drugače denar, nekje moramo ustvariti. Tu smo zdaj spet v utopični dimenziji. Namreč, zdaj je tisto, kar ste vi govorili, vsak mora imeti možnost do dela, razen tisti, ki ne morejo, pa vsaka mlada družina mora imeti možnost, da pride do stanovanja normalno, brez da mu je to socialna podpora. To so v resnici, to so Marksova načela. Mislim, zdaj ne vem, koliko ste brali izbrana dela Karla Marksa, ampak to so Marksova načela, to so načela komunizma. Ne? Komunizem. Vsak ima pravico do dela in se ima pravico za svojim delom preživeti dostojno. Mi živimo v kapitalističnih družbah, kjer to nikjer ne obstaja, kajti kapitalizem je družbeni red, ki zahteva določen procent rezervne armade delavcev, kot bi se temu reklo, torej nezaposlenih ljudi, ki seveda znižujejo ceno mezde, ne, in povečujejo profit lastnikov. To se pravi, kaj zdaj, torej, potem bom pa res volila za vas, kaj boste zdaj spremenili družbeno ureditev? Koliko še manjka? Malo še, ampak več, kot si mislite. Ampak ste zdaj torej začeli družbo spreminjati v komunistično, ker namreč to samo v komunizmu bo funkcioniralo, kar vi pravite. To v nobenem kapitalizmu ne funkcionira. V nobenem kapitalizmu ljudje, ki hočejo delati, ne morejo dobiti delo. Obstaja vedno relativno visok procent ljudi, ki hočejo delati, pa ne morejo dobiti delo. To je strukturna značilnost tiste družbe, za katero vi pravite, da je najboljša med vsemi najslabšimi. Ne? Dobro. Ne? In zdaj hočem reči, zdaj mi vi takole na to družbo cepite komunistične rešitve. Jaz sem sicer zelo za komunistične rešitve, sploh nimam problema s tem, ampak mislim, vam moram povedati, da zdaj to ni družbeni okvir, kjer se bo to sploh dalo kdaj uresničiti. Ja, no jaz v ta princip vsak po svojih zmožnostih, vsakomor po potrebi, ne, in vsi imamo enake želodce in tako naprej, to težko pristanem, ker ni v skladu za človeško naravo. Ne. Jaz sem pristaš ene zdrave tekmovalnosti v okviru normalnih pravil igre, ne, in to je tržno gospodarstvo. Zdaj, to je nekaj pozitivnega. Ne. Samo v tem gospodarstvu ni dela za vse, ki hočejo delati. Ja, ampak če se za tem gospodarstvu strukturno ni dela za vse, ki hočejo delati. V letu 2007-2008... Tudi takrat je bila moja gospodinja brezposelna, ki hoče delati. Ja, očitno je delala, če bila vaša gospodinja. Ja, pač na ta način je pač nekaj počenjala okoli, zato ker je morala svojega otroka preživeti, ker drugače ne bi ga mogla. Ampak hočem reči, ona je hotela dobiti redno službo. Jaz poznam polno žensk, recimo pač Maribor je tak primer, ne? Tu imate tisoče delavcev, ki so izgubili delo zaradi tistih postopkov, ki ste jih vi pravilno ocenili kot, mislim, vsaj sumljive, če ne že kaj drugega. In ti ljudje bi hoteli dobiti delo, pa ga ne morejo dobiti. Se pravi, gre za strukturno nezmožnost kapitalizma, da zaposli delavce. To je, mislim, kapitalizem je družba, ki pač to v sebi nosi. Ne? Se pravi, zato je tudi vprašanje socialnih transferjev resno vprašanje, ker če imamo kapitalizem, če pristanemo na to,
da pač živimo v najboljši družbi od vsemi najslabšimi ali kaj podobnega, ne moramo pričakovati, da bomo ustvarili kdajkoli v tej družbi tako stanje, da bodo vsi lahko dobili deli, ko jih hočejo delati, ker ko se bo ta trenutek uresničil, bo to konec kapitalizma in začetek komunizma. To se pravi, to je strukturno nemogoče. Se pravi, to pomeni, da boste vedno imeli tudi v slovenski družbi en del ljudi, ki bi hoteli imeti delo, pa ga ne bodo mogli dobiti zato, ker strukturno živijo v kapitalistični družbi. Kako mislite za te poskrbeti? Jaz bi še vedno rekel, v obdobju konjunkture, tam od leta 6 do 8 smo imeli prav tisto, čemu ekonomska teorija praktično reče, polna zaposlenost. Takrat problem ni bil dobiti službo, takrat je bil problem delodajalcev, kako dobiti ljudi za delati. Zdaj, ena od rešitev, o katerih bo sigurno treba razmišljati, je ta famozna fleksibilizacija trga dela. Kaj konkretno s tem mislim? Mi imamo pravzaprav v Sloveniji neko dvojno strukturo delojemalcev. Na eni strani imamo tiste, ki so v delovnem razmerju za nedoločen čas. V zadnjih letih je bilo sklepanja delovnih razmerij za nedoločen čas zelo malo. V glavnem firme jemljajo ljudi v službo za določen čas. Iz razumljivih razlogov, ker od danes do jutri ne vejo, a bo posel, a ne bo posla, bodo naročila, ne bodo naročila. Torej imamo pa ogromen procent zaposlenih, malo starejših, ki so leta nazaj sklenili delovno razmerje za nedoločen čas. In kadarko se začne govoriti o fleksibilizaciji trga dela, sindikati skočijo, ker branijo te zaposlene. In jaz mislim dejansko, da bo morala biti vlada do teh pridobljenih pravic zelo, zelo pazljiva. Da ne bo se zdaj kar čez noč omogočila, recimo, zmanjšala pravica do odpravnine v primeru odpuščanja iz poslovnih razlogov. Neke pridobljene pravice je treba ohraniti. Na drugi strani imate mlade ljudi, ki na stvari več ne gledajo tako, pa me morate potem popraviti, če se motim, ki gledajo na stvari tako važno, da jaz imam nekaj za delati. Ker vem, da sigurno ne bom opravljal istega dela, iste službe od prvega dne svoje kariere pa do penziona. Ampak bom v tem času velikokrat menjal službo, mogoče tudi menjal področje svojega dela, učil se bom nove stvari in ni mi tako zelo pomembno ali tako neobhodno, da dobim tisto najbolj čvrsto formalno delovno razmerje za nedoločen čas. Važno je, da imam delo, da od tega dela dobim zaslužek in da se mi od tega tudi plačuje neka socialna varnost za starejša leta, torej pokojninsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje. Tu bo treba enostavno omogočiti, da ljudje delajo tudi na takšen način. Tako, ta malo delo je šlo nekako v to smer, samo so zakon preveč birokratizirali. Ampak gre enostavno za možnost, da tudi ljudje, ki nimajo več statusa študenta, lahko vzamejo priložnostna dela, da iz tega priložnostnega dela ne samo zaslužijo, ampak da se jim tudi socialni prispevki plačujejo in potem postopoma recimo prehajajo v delovno razmerje. Seveda, po drugi strani je pa smo spet pri bankah, bi pa moral biti ta bančni sektor toliko normaliziran, da banka, ko se mlada družina oglasi za hipotekarni kredit za stanovanje, da tudi ne gleda na to stvar tako formalno, če ti nimaš za naslednjih 30 let pogodbe za zaposlitev za nedoločen čas, ti ne bomo dali kredita, ker ne vemo, ali boš čez 2 leti še sploh imel službo ali ne. Če imam jaz delo, če normalno zaslužim in če si upam prevzeti ta riziko, grem v banko, vzamem hipotekarni kredit, si kupim stanovanje in potem kredit odplačujem. In seveda zavarovanje tega kredita je pa to isto stanovanje. Tako da fleksibilizacija trga dela, o tem mi zelo veliko razmišljamo. Jaz sicer moram reči, da tukaj vrhunski specialist seveda nisem, imamo pa v ekipi ljudi, kot je recimo Janez Šušteršič, ki pa so zelo, zelo vešči teh stvari in razvijajo rešitve. Jaz sem komentirala to, a veste, da je en glavnih razlogov za, bi rekla, hitro modernizacijo Japonske je bil ravno, pač ugotovljeno je ravno to, da delovna sila je bila nefleksibilna in da je bilo zagotovljeno to življenjska varnost zaposlitev. Ampak tudi se je to zelo spremenilo. Mislim, ampak mi še nismo zdaj visoko industrializirana družba tam, kjer je zdaj Japonska, mi smo tam nekje drugje.
Tako da, no, ampak dobro, ne, to zdaj lahko, jaz bi še samo nekaj rekla, res, ampak to je zadnje. Dajte še tisto razložiti, no, kako zdaj, ki si vi zamislite, ker mislim, da to je bila ena taka stvar, ki je bila v javnosti učinkovita, ampak je pa bila hkrati kontraproduktivna. Zdaj ne vem, če vi to veste. Ampak ne, to vašo idejo, kako boste zdaj raziskovali premoženje, ne, ljudem, ki so, pač, ne, dajte to malo razložiti, pa me zanima, če seveda to je bila zelo všečna ideja v smislu, ne, normalno volilno telo bi želelo, da se vendar tem ljudem že enkrat nekaj zgodi, oziroma ne, da torej so neke sankcije za njih in mislim, da je bilo tudi edino pravilno, da so za njih sankcije, ampak je bilo pa hkrati seveda zelo kontraproduktivno. No, ampak zdaj, kako si zdaj v resnici torej zamišljate tole reč, ampak to bo res moje zadnje vprašanje, potem ima pa publika besedo. Če mislite, tisti zakon o zamrznitvi premoženja v kazenskem postopku, to ni naša ideja, ne? To je v parlamentu ideja. Mislim, da ste vi rekli že zelo na začetku, ste rekli, da bi pač, da zagovarjate to, da se pregleda izvor premoženja. Da, to pa ja, tako je. Kar je seveda zelo pravilno, ja. Ja, to, kar v nekaterih državah imajo, to recimo lahko italijanska finančna policija naredi. To enostavno povedano pomeni preprosto, da če se pojavi dvom o tem, da je izvor premoženja legalen, to se pravi, da so bili plačeni vsi davki, da ni prišlo do nobenih davčnih utaj, lahko davkarija preprosto zahteva od posameznika, da dokaže izvor svojega premoženja. Torej, moje premoženje obsega hišo, avto, to, ono, tretje, četrto, in zdaj pa s svojimi dohodninskimi napovedmi dokaži, da si legalno prišel do tega, da si toliko zaslužil in da si od tega plačal tudi davek. Tako je. Ali pa si, ne vem, nekaj podedoval, ali pa si dobil na loteriji, ampak za vsem mora biti neka sled. To je ta ideja. Nihče ne bi smel imeti problemov s tem, da se preveri njegovo premoženje, ali je skladno z dohodki. Vi ste omenili nek časovni, niste rekli zadnjih 5 let, ali kaj? To ne vem, v katerem kontekstu. Ne, to je bila ena druga stvar. To je bila mogoče v povezavi z to zadnjo zgodbo, ki se je okrog mene vrtela, ne? S tem nadomestilom. To sem hotel reči za politike, da bi moralo veljati. Sem malo izval, sem rekel, ok, ne, če se zdaj preiskujejo neki grezi politikov, sem rekel, dajmo vsi sprejeti zavezo, da jutri damo na mizo vse svoje premoženje in vse svoje dohodninske napovedi, pa dajmo pogledati, koliko kdo ima in ali je plačal davek za vsak evro, ki ga je zaslužil. Sem rekel, sem prvi, ki to dam na mizo. Za vse, kar sem v življenju pač ustvaril, skupaj z familijo, z družino, za vsem tem je za vsak evro zaslužka tudi plačan davek. Dajmo vsi predsedniki političnih strank to na mizo, pa dajmo pogledati. To mogoče ste mislili. Ne, veste kaj, zdaj jaz ne vem, mogoče so to tudi v časopisih napačno posredovali, to zdaj jaz ne vem, ampak posredovana je bila informacija v zvezi z izvorom premoženja, da pač vi za vsakega, ki bo imel menda več kot 50,000, nekaj takega se je pisalo, da se bo pač pogledalo, vse zaradi mene tudi mislim, da je prav, se pogleda, jaz se strinjam, ampak pač bilo je rečeno, da naj bi bil to čas v zadnjih 5 letih, da naj bi se pač pogledalo. To pa ne vem. Vidite, to potem je v resnici, to bila medijsko nenatančna informacija, potem se jaz opravičujem, ampak namreč ta informacija v zadnjih 5 letih vam je naredila zelo veliko škodo. Zakaj ravno? Zaradi tega, ker je bil komentar volilnega telesa, da zakaj v zadnjih 5 letih, ker namreč vsi tisti, ki so si dejansko pridobili veliko premoženja, so to naredili prej kot v zadnjih 5 letih in da je to vaša predvolilno spuščanje meglice. Mislim, no, tu bom zdaj skončala, ker je možno, da je seveda pač v medijih, to ni bilo točno poročeno, jaz sem pač samo to, kar sem v medijih prebrala, zato vas vprašala. Prav, zdaj smo tu končala, res, moram končati. Ja, hvala.